V današnji avtomobilnosti s pomočjo mladih matematikov dokažemo, da obstajajo načini, ki zmorejo odpraviti zastoje, ki se pojavijo kar tako, brez kakega posebnega vzroka. Predstavimo 3 sporočila minulih sejmov v Celju ter ocenimo 3 novince: zelenega Hyundaya, polepšano Octavio ter japonsko-italijansko-britanskega uživača. Pozdravljeni v avtomobilnosti in pozdravljeni v koloni. V Evropi po času preživetem v samem zastoju prednjačijo prebivalci glavnih mest Rusije, Anglije in Francije. Prebivalci Moskve tako povprečno v zastoju preživijo 91 ur. Londončani nekaj manj, 73, prebivalci Pariza pa 65 ur. S čimer se lahko Moskovčani tolažijo je edino dejstvo, da absolutni rekorderji, ki so prebivalci Los Angelesa, v avtomobilu, se pravi ne samo v avtomobilu, ampak v zastoju preživijo po 104 ure v povprečju na leto. In medtem, ko se ljudje v avtomobilih dolgočasimo v kolonah, ne samo v velikih evropskih mestih, ampak tudi v Sloveniji, se sprašujemo marsikaj. Recimo to, ali je to smisel življenja. Pa da je to zagotovo najslabše naložen čas v dnevu. Mogoče se vprašamo tudi to, koliko nas stane čakanje v koloni. Da se izračunati. Evropska unija je izračunala, da bomo do leta 2025 Evropejci samo z čakanjem v kolonah izgubili 207,9 milijarde evrov. So zastoji, ki jih povsem razumemo in so plod zožanj, morda nesreče ali pa kakšnih del na cesti. In potem so tisti zastoji, ki nastajajo iz nikoder. Se pravi, v enem trenutku se vozimo 130 km/h, normalno po avtocesti, na to že zaviramo, morda se celo ustavimo in v naslednjem trenutku spet, kot da ničesar ni bilo, 130 km/h. Ampak tudi ti zastoji imajo svoj razlog za nastanek. Imajo pa tudi svoje ime, fantomski zastoji. Situacija, ko se kljub navidezni tekoči vožnji naenkrat ustavimo, nato nekaj časa stojimo in potem spet peljemo in pri tem v nadaljevanju vožnje ne opazimo nobenega razloga, zaradi katerega je bilo treba prej stati, je v resnici zelo pogost prometni pojav. Tisti, ki se dnevno vozite v jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, se pogosto znajdete v takem zastoju, ki krha živce in sodi med najbolj osovražene pojave. Kolone pa ne gredo na živce samo voznikom, ki v seštevku ur preživetih tik za izpušno cevjo avta spredaj ugotovijo, da so v smogu preživeli za kakšen vikend časa, ampak imajo močan negativen učinek tudi na gospodarstvo in družbo nasploh. Posnetki, ki jih gledate, so nastali pri snemanju oddaje, v kateri smo skušali razvozlati uganko, zakaj vozimo preblizu avtomobila spredaj. Situacijo smo primerjali s posegom sogovornika v osebni prostor. Oboje je moteče, vožnja preblizu avta spredaj pa je tudi nevarna. Ko smo vožnjo s premajhno varnostno razdaljo iz različnih kotov snemali v realnem prometu, pa smo ugotovili še nekaj drugega, kar je moč razložiti tudi s pomočjo matematike. Recimo, da je reakcijski čas voznika 0,8 sekunde. In zdaj vzemimo, da pri 90 km/h razdalja med dvema voziloma 8 metrov. Recimo, da zdaj v tej koloni prvi avto zavre iz 90 km/h na 70 km/h. V tem primeru pride do tega, da se že v tej 0,8 sekunde, kolikor potrebuje ta naslednji voznik, da reagira, razdalja med njima zmanjša
za 1,9 metra. Da, če imamo kolono 100 vozil in vsako pripelje čez 0,3 sekunde, nam v 30 sekundah obstoji cela kolona. Naslednji problem, s katerim se sooča voznik, je, da pri tem jasno izgublja čas. In v tem našem modelu smo želeli oceniti, koliko časa izgubi nek povprečni voznik, ki pride na 100. mesto v tej koloni. In da to ocenimo, moramo narediti tudi nadaljne ocene o tem, s kakšnim pospeškom avto zavira in s kakšnim pospeškom nazaj pospešuje. In za te vrednosti smo vzeli kot za zaviranje 3 metre na kvadratno sekundo, za pospeševanje pa 1 meter na kvadratno sekundo. Neka povprečna hitrost, katero avtomobil vozi po cesti, smo vzeli, da je 90 km/h, kar se pretvori v 25 metrov na sekundo. Naprej je pa bistven še ta čas, ki ga avto v koloni porabi, da sploh spelje, ko ugotovi, da to pač mora narediti, in ta čas je v povprečju 5 sekund. In to pomeni, da ko ta signal pride do zadnjega avtomobila, se porabi 99 takih časov, če računamo za 100. avtomobil v koloni. To pa pomeni, da je tretja izguba enaka 99 krat 5 sekund. In da ugotovimo izgubo, te čase seštejemo. Kar pa na koncu nese 8,5 minut. Ker za matematiko velja, da je zbirka vsestranskih sklepov, je prvi sklep, ki ga moramo po tem izračunu potegniti ta, da za fantomskim zastojem ne stoji nevidni duh, ampak zastoj ustvarimo kar lepo sami. Ključna sestavina za nastanek fantomske kolone pa je v kombinaciji premajhne varnostne razdalje in pogostem nenadnem spreminjanju hitrosti. Da bi to tezo potrdili, smo naredili kar svojo fantomsko kolono. Še več, naredili smo več različnih fantomskih kolon. Najprej smo v krog postavili 10 avtomobilov, voznike pa prosili, da vozijo kar se da enakomerno s hitrostjo 50 km/h. Situacija je podobna počasni vožnji ob prometni konici na katerikoli od prometno obremenjenih cest. Vozniki se sicer trudijo držati dogovorjeno hitrost, ampak ker vozniško vedenje ni povsem brezhibno in ker ne morejo vsi ohranjati hitrosti pri natančno 50 km/h, vozijo enkrat malo hitreje, drugič malo počasneje. To povzroči nenehno spreminjanje razdalje med avtomobili in zgodi se učinek elastike. Ko enako situacijo preslikamo v še bolj realno okolje, je slika pojava še bolj nazorna. Vsa vozila vozijo 90 km/h. Prvo vozilo v koloni nenadoma hitrost zmanjša za zgolj 10 km/h, se pravi na 80 km/h. Drugo mora zaradi prekratke varnostne razdalje in potrebnega reakcijskega časa ter zato, da pridobi nekaj več varnostne razdalje, hitrost zmanjšati za več kot 10 km/h, kar pomeni, da mora tretji v vrsti, ki se za drugim vozilom pelje prav tako s premajhno varnostno razdaljo, z 90 km/h že močno zavirati na manj kot 60 km/h. In tako se zgodi, da lahko že 5. vozilo v koloni vozečih stoji. Samo zato, ker je prvo močneje zmanjšalo hitrost in ker so vsa ostala vozila za njim vozila preblizu in so morali zato vozniki zavirati močneje, kot bi jim bilo sicer treba. Prišli smo torej do učinka metulja. Če je na cesti veliko avtomobilov, je dovolj, da že manjša skupina vozil ustvari tak proces in prej premikajoča se kolona povsem po nepotrebnem obstoji. Za rešitev problema nastanka fantomskega zastoja obstaja sila enostavna rešitev. Povečanje varnostne razdalje, vožnja s kar najbolj stalno hitrostjo in neprepogosta menjava voznih pasov. Ker temu veliko voznikov ni kos,
ali pa zaradi stresa, časovne stiske in občutka, da bomo prišli na cilj prej, če bomo pogosto pospeševali in zavirali, pa je tu tudi zelo učinkovit tehnični pripomoček, ki odlično prepreči nastanek fantomske kolone. Ko radarski tempomat samodejno določi varnostno razdaljo in ko avto samodejno mehko zavira in odločno pospešuje, počne to precej bolje in vsekakor očitno bolj vestno, kot to počnemo ljudje. Vprašanje, kako nastane fantomska kolona, je rešeno. Ali jo bomo sposobni preprečiti sami, ali pa jo bo moral namesto nas radarski tempomat, pa ostaja nerešena uganka za kdaj drugič. V nadaljevanju oddaje vas peljemo v Celje na sejem logistike, tovornih vozil, servisiranja in moto opreme, tudi tiste svetleče, ki nadomešča črno usnje. Ocenimo anti-Priusa iz Koreje, Octavio z novimi lučmi in ceno, ki zahteva previdnost, ter spomnimo, da je Slovenija raj za lastnike takšnih malih roadsterjev. Ioniq je novi Hyundaiev model, pravzaprav povsem nova serija Hyundaijev. Ioniki so namreč trije. Dva električna, eden od njiju je izključno baterijski, drugi pa ponuja bencinsko rezervo. Tretji je klasično hibridni, takšnega smo preizkusili tokrat in kot tak bo najpogostejši na cestah. Vsakomur je jasno, gre za očitno Hyundaievo odločitev, da se odločneje priključi trendu zelenih avtomobilov. In to počne kar se da realno. Z avtom, ki lahko že v razmeroma bližnji prihodnosti postane resen tekmec klasičnim mainstream kombi limuzinam, kakršen je recimo pred nekaj tedni predstavljeni i30. Mainstreamovski je Ioniq že v kabini, saj je vse tako kot v drugih Hyundaijih. To je rahlo nepričakovano zaradi zunanje oblike, s katero recimo jasno sporoča, da želi na trgu tekmovati z ekstravagantnim Priusom, pionirjem hibridne tehnike. Pri tem nekoliko razočara, da to v Ioniqovem primeru prinaša tudi slabosti, ki jih je Prius že odpravil. Nizka, aerodinamično razpotegnjena karoserija namreč zadnje klopi spodi odrasle potnike. Prtljažnik je plitek, predvsem pa moti preglednost nazaj. Predeljeno steklo prtljažnih vrat pač ni dobra ideja. Glede na številne primere pred njim, bi Hyundaijevi dizajnerji zdaj to že morali vedeti. K sreči je Ioniq izredno bogato založen z asistenčnimi sistemi, ki recimo preglednost na stran kar dobro rešujejo. Se pa pozna, da pri Hyundaiju nekoliko prehitevajo čas. Sistem pomoči pri vožnji znotraj voznega pasu je namreč do voznika ustrežljiv in dolgo ne piska, če voznik odmakne roke z volana. A ko izgubi svoj fokus, se izključi, ne da bi na to voznika učinkovito opozoril. Prijaznost je torej zelo varljiva. Kar se same vožnje tiče, ta je zelo prijetna, tiha. Električni motor Ioniq samostojno premika zelo dolgo časa. Bencinski motor se resnično vklaplja samo, ko je to potrebno. Dobra je kombinacija z dvosklopčnim menjalnikom. Presenetilo pa nas je dejstvo, da je tehnično soroden, a oblikovno manj aerodinamičen sorodnik imel nižjo porabo. In da bi zadovoljili klasične kupce, bodo Korejci morali izpopolniti tudi vozne lastnosti, predvsem krmiljenje. Octavia ima nov obraz. Zdaj, ko so tudi s pomočjo našega rojaka Marka Jevtiča Škode postale lepe, se je to moralo zgoditi. Namreč, ko enkrat oblikuješ tako lep avto, kot je kristalnični Superb, ki vleče poglede in sploh v svoje prodajne salone vabi tako, da vpliva na čustva in ne samo na razum, potem ne gre drugače, kot da ozaljšaš še svoje druge modele. Ali je Octavia zdaj lepša ali ne, je seveda stvar osebnega okusa, a učinek je zagotovo dosežen. Morebitne kupce nova maska vznemirja. Kupci so tako primerno ogreti za podrobnejši ogled. In že takoj, ko odpremo vrata, prenovljena Octavia močno načne naša čustva. Glavno vlogo pri tem ima novost, ogromen zaslon na dotik na centralni konzoli, s katerim je Octavia povezana tudi v splet, pa tudi v dodatne storitve slovenskega uvoznika.
ta multimedijski in komunikacijski center pohvalimo, bi pa inženirjem predlagali, da nam vrnejo klasični vrtljivi gumb za uravnavanje glasnosti. Če so se namreč inženirji pametno odločili, da morajo stikala klime ostati klasična, naj podobno razmišljajo še pri audio napravi. Kar se vožnje tiče, je bila preizkušena Octavia dokaj klasična, takšna, kot jo izberejo kupci, ki se ne poglobijo v ponudbo. Kombinacija dvolitrskega dizelskega motorja in samodejnega menjalnika je sicer preverjeno odlična, a imejte v mislih, da je Octavio treba sestavljati po pameti. Sicer lahko cena hitro naraste do konkretnih 39 tisočakov. To pa je cena, ob kateri kupci postanemo veliko bolj zahtevni in že lahko dobimo bolj fine avte, kot je Octavia. Mi bi recimo preverili, ali bi naši mobilnosti ustrezal bencinski motor, ali pa delamo toliko kilometrov, da bi veljalo varčevati z manjšim 1,6 litrskim ekodizlom. Kakorkoli že, mi bi zagotovo izbrali volanski obroč s prestavnima gumboma, pa tudi številne Simply Clever rešitve se nam zdijo zelo smiselne. S članki minulega tedna na zavihku Avtomobilnost na portalu MMC vas najprej odpeljemo v Celje, na 4 strokovne sejme, ki so pokrili področja gospodarskih vozil, motoristične opreme, servisne dejavnosti in logistike. Sejme je obiskalo 17.400 obiskovalcev, ki so celjsko sejmišče v teh sejemskih dneh spremenili v borzo dela. Mnogi obiskovalci in razstavljavci so namreč na sejmu zanetili nove poslovne iskre, v številnih primerih pa celo do konca speljali posel. Na sejmih so razglasili tudi gospodarska vozila leta. To so tovornjak Scania S in R, dostavnik Volkswagen Crafter, pick-up Volkswagen Amarok ter avtobus Neoplan Tourliner. Še posebej močna je bila obsejemska kongresna dejavnost. Izpostavimo 3 glavna sporočila celjskih posvetov. Prvič. Na Ministrstvu za infrastrukturo trdijo, da Slovenija mora izkoristiti svoj geostrateški položaj in postati ena od evropskih logističnih velesil, ne glede na to, da na ministrstvu konkretno ne povedo, kako so pripravljeni k temu aktivno pripomoči. Drugo sporočilo, ki si ga velja zapomniti, zajema servisno dejavnost. Nastopajoči so spodbudili k uvedbi strožjih ukrepov glede tehničnih pregledov, zavzeli pa so se tudi za bolj konkreten nadzor nad servisno dejavnostjo. Moderni sistemi v avtu seveda zahtevajo bolje usposobljene serviserje. Smiselna bi bila tudi večja segmentacija servisnih storitev. Na Motoboomu pa so povedali, da se je spremenila miselnost zapriseženih motoristov, zdaj niso več oblečeni samo v črno usnje, ampak vse pogosteje oblačijo bolj varna, svetleča oblačila. In prav ta so tema še ene novice, ki vam jo serviramo na portalu MMC. Na slovenskem trgu so začeli prodajati motoristične jakne z vgrajeno plastjo svetlobo-odbojnih delcev, ki omogočajo, da je vaša jakna podnevi videti klasično, ponoči pa drobna zrcalca v sloju tkanine sijajo dovolj močno, da vas zmorejo soudeleženci v prometu videti že od daleč in z vseh zornih kotov. Celjskim temam ustreza tudi novica o zaščiti, ki preprečuje, da bi se avtomobili zapeljali pod prikolico tovornjakov. Angelsko krilo, ki je razmeroma preprosta rešitev, ki pa lahko glede na videne preizkusne trke le-te učinkovito prepreči, ti so namreč v večini primerov usodni za potnike v avtih. Ko smo že pri preizkusnih trkih, nemški ADAC je objavil rezultate letošnjega primerjalnega preizkusa otroških sedežev. Avstralski in novozelandski avtoklub pa sta zaletela Corollo iz leta 1998 in aktualnega Aurisa. Da je varnost v teh letih močno napredovala, to že veste. A koliko? To vam pokaže ta posnetek. Naslednji posnetek pa vam pokaže, kako se je voziti 370 km/h v velikem orjaškem terencu, največji Toyoti Land Cruiser. Preselimo se v Stuttgart. Porsche je izdelal 1 911 000, s Cayennom pa na letališko stezo potegnil največjega Airbusa. Seveda govorimo o Guinnessovem rekordu.
Nemci so sprejeli zakon, ki dovoljuje vožnjo samovozečih vozil na javnih cestah. To je pomemben mejnik pri spreminjanju naših mobilnostnih navad. Pogoj pri podeljevanju dovoljenj pa je, da za volanom sedi ustrezno preverjeni voznik. Nobenega voznika pa ne potrebuje samovozeči robot za varnostne službe. Z njegovo pomočjo lahko varnostnik na svoje redne obhode po varovanem območju pošlje stroj, ne rabi se več sprehajati. Samovozečemu avtu pri tem delu omogoča z varnostnimi kamerami ustrezno opremljen dron. Zanimiv test pa je izvedel Volvo Trucks. Pripravil je samovozeči smetarski tovornjak. Delavec torej samo pobira zabojnike, prevoz od hiše do hiše pa opravi tovornjak samodejno. Korporativna novica tedna pa je, da je kitajski Geely, ki je med drugim lastnik tudi Volva, kupil malezijski Proton in s tem tudi Lotus. BMW pa ima težave z britanskimi sindikati, hkrati pa na Kitajskem dosega prodajne rekorde in povečuje tamkajšnjo proizvodnjo svojih električnih avtov. In seveda je na slovenske ceste zapeljalo tudi nekaj novih avtomobilov. Na primer Mazda CX-5. Ta globalno najbolje prodajani Mazdin model smo vam podrobneje predstavili že lanskega novembra, ko smo bili na premieri v Los Angelesu. Naj spomnimo samo na besede glavnega oblikovalca Kevina Ricea, kako je dosegel, da nas avto tako privlači. We made a conscious decision to say we want to take our inspiration from traditional Japanese aesthetics, where purity and simplicity is so important. So what we've discovered through working with Kodo is that there is such an energy from this traditional aesthetics. So we call it beauty through subtraction. So a question of what you can leave off rather than what you put on. And that is one of the key reasons why the purity and simplicity of this vehicle comes across really strongly. Po 5-vratnem Civicu je zdaj k nam zapeljala tudi 4-vratna Honda Civic, ki je pri nas dobila ime Civic Grand. Na drugih trgih mu pravijo sedan, a oblika je izrazito kupejevska, drugačno ime je kar smiselno. Na MMC-ju vam pokažemo tudi, kako je videti serijska izvedba dolgo napovedovanega naslednika Škode Yeti. Karoq se imenuje. Koliko pa je Karoq drugačen od že preizkušene Seatove Ateke, ki prihaja z istih proizvodnih trakov, pa bomo izvedeli jeseni. Med premierami tega tedna omenimo športno različico Volkswagena Up-a, GTI Up. Recimo ponuja 85-kilovatni turbomotor, kar ob majhnih merah in nizki masi nudi suverene pospeške. A Up je vendarle v prvi vrsti mestni malček, ne pa pravi športnik. Če vas mika prava športna vožnja z majhnim in navitim popoprancem, potem vas bo navdušil naš naslednji prispevek. Prihodnji 2 minuti namenjamo strasti do vožnje oziroma vozniškim užitkom, ki slišijo na ime športna vožnja. Predpogoj zanjo je seveda, da poiščemo pravo cesto. Podeželsko, zavito, idilično, prazno, torej neprometno. Še najraje takšno, ki jo nikoli ne boste našli v kakšnih kolesarskih ali družinsko-izletniških vodičih. Primerni so kvečemu tisti, ki so namenjeni motoristom. Če vas torej mika takšen abart, najprej poiščite ceste, na kateri boste lahko uživali pri hitrostih znotraj omejitev in v Sloveniji smo z njimi res blagoslovljeni. Slovenija je raj za lastnike avtov, kakršen je tokrat preizkušeni Roadster. Ta italijanski vročekrvnež ima sicer japonske korenine. Zamislili so si ga v Hirošimi pri Mazdi. Gre za avto, ki navdušuje že več kot četrt stoletja. Italijani so torej ubrali bližnjico, vzeli so odličen izdelek in na ta biser dali svojo značko. Povsem objektivno lahko ocenimo, da so Japonci Italijanom dali najbolje, kar lahko kupite pri abartu. A roko na srce, Italijani so temu japonskemu biseru vdihnili točno tisto, kar je Mazda MX-5 še potrebovala. Pravi zvok, torej rohnenje po meri uživačev. In ta prihaja iz italijanskega bencinskega turbomotorja,
ki potegne že iz najnižjih vrtljajev. S tem je ta mala Mazda dobila to, kar hočemo vozniki po slovenskih ovinkastih cestah. Surovo pospeševanje iz zaprtih ovinkov. Kombinacija tako resnično navduši, še posebej v takšni verziji s samodejnim menjalnikom. Sploh ne, ker bi bili preleni za prestavljanje. A z ročnim prestavljanjem z obvolanskimi ročicami lahko vse ovinke speljete, ne da bi sploh morali spustiti volanski obroč. Naj vas na koncu spomnimo, da ima ta Abarth tudi nekaj britanskih korenin. Podedoval je surovost, ki se kaže v močnem pišu vetra med vožnjo, in špartanskost, ki se kaže v poraznih odlagališčih. Angleški puristi pač radi trpijo. To velja že iz časov triumfa Spitfire, na katerega pa tale Abarth ne spominja zgolj značajem. Malce tudi z obliko, kaj ne? To, kar smo danes v oddaji pokazali, kar smo tudi računali, smo že večkrat poudarjali in tudi vi, ki se redno vozite, to opažate na cesti vsak dan. In spet smo prišli do ene zadeve, ki se ji reče varnostna razdalja. Takrat, ko smo jo v oddaji že omenjali, je šlo pravzaprav za varnost, zdaj pa je tu poleg varnosti vključen tudi čas. Na tem primeru, ki smo ga danes tukaj na letališču inscenirali, smo pravzaprav pokazali tudi to, kako je promet na nek način ekipna igra. Prav vsak izmed nas v koloni je lahko del problema ali pa del rešitve.